A snimaš veš? Snimaš. Preden pa gremo mi v ta podcast, pa v ta naš pogovor, dajte našim poslušalcem povedati, kdo sta vidva, iz kje sta, pa če bi lahko dama začela prva, če se lahko na kratko sam predstaviš. Ja, seveda. Anja Šinkovec, iz Ljubljane, iz Bežigrada. Stara sem 26-27 let, njegova partnerka v privat življenju in v biznis življenju, zdaj že kakšno leto v pol. To je pa to. Zaenkrat dovolj verjetno. Preden ti nadaljuješ, kako pa gre to skup partnerka v biznis življenju, pa to, a hendlata to? Na začetku je bilo tako nekako. Pa se pa navadiš. Mislim, naučiš se to pač uskladiti, ne? Pa je pa super. Pa ful dobro funkcionira, zaradi tega, ker pač imaš nekoga, ki z njim delaš skozi zraven, pa nekoga, ki si z njim skozi zraven. In meni se zdi, da nama ful dobro klapa zdaj, no. Sandi, povej še nekaj vse za naše poslušalce, ker se danes prvič na podcastu. Absolutno, preden podam nam repliko, ampak da se povežem z Anjo. Ja, jaz sem Sandi, prihajam z Ljubljane, star sem 33 let, tako da drugače pa sem oboževalec računalništva, tehnologije, pravijo, da ogromno govorim, tako da... Mislim, da ta pravimo placo pa... Dajmo reči tako. Sigurno. Ogromen mi pomeni dobra volja, humor, smeh, tako da tega jaz mislim, da tisti, ki me poznajo, se zavedajo. Drugač pa hodil sem recimo čisto na srednjo šolo PTT, to je za pošto, telefonijo in telekomunikacije. Kje pa je to? To je pa na Celjski ulici 16, ne moram verjeti, da sem si zapomnil naslov. Čak, to je prvo šola za... ŠC5 se zdaj v bistvu po novem imenuje, včasih je bila pa PTT. To so v bistvu včasih so rekli, da tiskaj kaj hodil je pol poštar. Aha. Ja. Okay. Tako da... Pa nisi tako Ne. Bom pa, kar si glih omenil, bom pa povedal, kako so se spoznala. Dej. In je bilo, lahko bom, vsi bom drznil. Je bilo pa tako, da v bistvu smo na nek Friday night smo delali tortilje in sem takrat šel v Špar trgovino, City Park, nakupovati sestavine. Ne? In zdaj veš, kako je, ko nekdo pošle mošjega v trgovino. Zdaj, čisto en nasvet za gledalce, kup vse narobe, kot te ženska pošle in boš videl, meni verjem, naš več hodil v trgovino. No, in jaz sem nakupoval čist vesel tiste sestavine, na kar tam moj pogled okrog po ljudeh hod in zagleda eno lušno, mlado dekle tam za v bistvu tisto tehnico, ki tehtajo sadje, zelenjavo in tako naprej. In kaj človek se je znajdel, ne? Čeprav sem vedel, kje je zelje, točno za mano je bilo, sem šel kaj vprašati. Da sem nekako navezal nek stik. Ja, nekaj moraš uleteti. Nekaj moraš neki... A nismo kao neke fraze, pač ti zelamo leto. Kaj si prvo rekel? Prvo sem rekel, sam mečkan bi zmotil, zelje rabam. Mislim, zelje imate, danes imamo zelje party. Danes smo vzeli party, pol mi je tudi enkrat, ko smo že začeli eno tako ugravirala zelje party, tako da v glavnem, ampak, a veš, vse, če ti z žensko stopiš v kontakt, pa potem je super tistih pol minute, pa se razideta, če ostane sam pri tem, je ostal sam pri tem. Jaz sem se znajdel, jaz sem pogledal, kje je dol. Gor je bilo Anja Šinkovec. No, in glede na to, da smo leta oziroma v taki tehnologiji, ki se da potem to najdeti, sem me pač kontaktiral. Na začetku me, koliko verjetno vsega stalega, pa se pa spomnila, kdo sem. No, in potem dejansko se je začela ta najina skupna pot in zdaj sva tukaj, kjer sva. Se pravi, ste se pa v bistvu prek spleta? Ti si kaj? Ja. Kaj se dal Instagram, Facebook? Mislim, da je bil celo takrat Facebook, takrat se je malo več Facebook uporabljal, no? Zdaj se je kakšni drugi, tako da sva pač se začela pogovarjati, jaz sem jo vedno probal malo nasmejati, očitno punce padajo na to, ne? Definitivno, humor je zrcalo duše, tako da to ti je, veš, to ti je najboljše orodje za... In pol mi je dejansko uspel. Tako da sem zelo zadovoljen, da je tak moj kompanjon.
Tako da zdaj ima Vasinčka, pričakujeva še, zdaj se ne vidi, verjetno še punčka. Ne, zdaj se pa res ne vidi. Ja. No, super. Meni se tudi ne vidi, si tako naredil. Ja, lepo. Mi smo dobili v bistvu mail, en tak lušten mail, sem pa, ker res dobimo neke dobre, bom rekel, ideje, da gostimo goste iz celotne Slovenije, iz različnih regij, iz različnih branž in področji. In ta mail je bil meni tako res profesionalen in sem res začutil to noter v tem mailu neko dobro zgodbo. Ker ponavadi nikoli, redko kdaj sprejmemo neke goste, ki nam pošiljajo to, če jih res ne poznamo ali pa če res nismo to noter. Vidva se ukvarjata, gremo kar direktno tako povedati, z kriptovalutam. Res je. To je zdaj ful širok pojem. Tako je. Da mi povej, mogoče čistko na grobo, kaj točno vidva predstavljata in kaj točno delata, če lahko na kratko poveš. Pa moramo pa v globine. Zdaj midva, skupaj še z dvema, pa še s preostalo ekipo, delava startup kriptoprojekt, slovenski. To pomeni, da delamo nek startup projekt, v zadnji pa sredstva zbiramo s pomočjo kriptovalute. Naredili bomo ICO, tako se pač reče. Ne? Zdaj, smisel projekta je pa pomagati tistim, ki bi se radi začeli ukvarjati s trgovanjem s kriptovalutami. Pomagati, kako začeti. Ker če pomislimo zdaj na naše začetke, ni to tako enostavno. Pa že, ko nekdo reče kriptovalute, pač to se sliši tako malo zakomplicirano. Čeprav na koncu niti ni toliko, ampak moraš se pa nekako znajti. In bistvo našega projekta je to omogočiti širši množici ljudi. Se pravi, vstop v kriptosvet tak, prijeten, enostaven, kjer imaš nekoga, na kogar se lahko obrneš. Tako da, to je recimo da bistvo. Dobro se nauči. Ja. Dobro pič je naredila. Jaz bom pa malo z druge strani povedal. In je tako, da moj že dolgoletni prijatelj Igor, ki je tudi v ekipi kot soustanovitelj, je imel vedno neke ideje. Vedno je imel ogromen idej. On je bil tisti, v bistvu on je še vedno tisti, ki sedimo na sestankih, na briefingih, na working dayih, ob sobotah, nedeljah, nima veze. Je vedno tisti, ki se pogovarjamo o neki temi in on pride čist neko drugo, glede projekta. Se pravi, ta kreativc. Ja, kreativc, milijon idej, take rab svet, da v bistvu naredijo spremembe na boljše. Zdaj je res, da seveda ni vsaka ideja dobra. In včasih sem se mu jaz kar nasmejal, ker me je par let nazaj poklical in rekel: "Ej, veš kaj, dej, kaj pa če bi mi dva tovornake, pa bi nekaj pelala, pa sem se mu nasmejal, čistko sem rekel, ni to čisto tako enostavno, bom premislil, No, in glej ga zlomka, kada bi rekel, tisoča njegova ideja v 15 letih, ki se poznava. On je že kar nekaj časa v tem svetu, v svetu kriptovalut in tako naprej, in je zadevo fajn preštudiral in je prišel do mene in je povedal: "Ej, veš kaj, jaz pa mislim, da imam eno idejo." Prišel je do mene, ker jaz sem pač človek, ki premislil vse skupaj. Mogoče tudi v svojem življenju imam tudi podjetje, ki se ukvarja, imam malo izkušenj. Moš povedal tudi to pa, ja? Ja, imam malo izkušenj na tem, kako v bistvu zgraditi vse skupaj. In je povedal, da je pač ta ideja, ki jo Anja predstavlja, in smo se dejansko začeli pogovarjati o tem. Čisto, kot se mi tukaj, kot prijatelji pogovarjamo, no, to so bili sami začetki tega. A pa ti nisi imel prej nobene, ne vem, da bi že prej bil v kriptotu ali pa tako? Veš, čisto... To je zdaj tako, to je zdaj tako, prišla je ideja, ampak to ni tako simpel narediti. Ja. To ni zdaj, dajmo pa to naredili, da je Fiso že odprl menjalnico. Ja, ampak je dejansko, pizda, to je težko, stari. Ja. Pa nekaj smo mogli, ki ste kot IT, Ja. Pa že ampak kako je pa prišlo pa je do same, da je bil res tisti proces, dajmo zagnati ta kolo? Res je, zelo težko je, ogromen dela je. Ogromen znanja rabiš, da dejansko to stvar narediš, oziroma da prideš sploh do sem. Mi smo start-up, mi smo praktično čist na začetku, ampak če jaz pogledam zgodbo za nazaj,
se mi zdi včasih, da mi smo pa že tam. Ne, ni tako. Ni tako. In vsako uro dela, ki smo mi vložili v izobraževanje, v nadgrajevanje projekta, ideje, pilali in tako naprej, probavali že stvari. Šele po dolgem času, recimo zdaj leto in pol od takrat, ko smo mi v bistvu sploh začeli, šele zdaj smo na tej točki, da mi lahko sploh rečemo, mi smo pripravljeni začeti. In ja, res je, da nisem jaz osebno, pa tudi verjetno noben v ekipi 10 let že v kriptovalutah. Najdlje je Igor, se je s tem ukvarjal, mi smo bili prej samo bežno. Pač poznal si. Ja, pač tisto normalno. Ne v podrobnosti. Ti pa, ko enkrat začneš ustvarjati svoj projekt, je pa treba iti res v globine in tehnologije in vodenja in kako idejo narediti in kako jo potem tudi predstavljati ljudem, ker moramo vedeti eno stvar, v kripto svetu je tako, da če imaš ti dobro idejo, ni to dovolj. Tudi če imaš dober projekt, ni to dovolj. Ogromen časa in truda je pač potrebnega večjih ljudi, da dejansko to zadevo spelje. Škoda mi gre ful na živce, ko folk piše tako, da to ni še en projekt slovenski, to je pač, Slovenci so taki, da ponavadi vedno gledajo samo iz neke čudne plati, pa neki, da ni to še en slovenski projekt, ki bo propadel. Kakšna je vajna replika na to? Ja, to je... Ona pa dan. To je... Mislim, to smo itek pričakovali, in pričakujemo, da bo prišlo do tega. Nažalost, pač ljudje taki smo, ampak zakaj pa? Zakaj pa bi predpostavili, da bomo pač šli navzdol? Zakaj pa ne bi pač nam dali priložnosti? Čistko. Jaz mislim, da bi vsak mogel preden karkoli, kakšen komentar pač poda. Danes smo pač v takem času, da raj hiter kaj skomentiramo pa napišemo, namesto da bi dejansko zadevo samo mečkan en uč vrgel. Tako da mislim, da če bi več ljudi saj ta uč vrgel na naš projekt, mislim, da bi bilo siguren, oziroma upamo, da ne bo, da bi bilo siguren manj takih odzivov. Je pa pač, to je čisto normalno. Jaz vem, da na tej poti, ki nas čaka, so take bodice, da se bomo fajn porezali, ampak pač najbolj pomemben je to, da ti prideš do konca. In da dokažeš vsem, da nisi samo še en startup, ki si ga spomnil delati, pa ga misliš narediti. Ampak mislim, da smo se mi te zadeve počas pa sigurno lotali. Mislim, ekipa je številčna, ko sem stran pregledal. Meni je to ful, recimo, meni je to ful pomemben. Se pravi, ko ti gledaš landing page nekega podjetja in ko pogledaš dejansko, kdo je odzad, meni je to pomemben, da vidim. Ja. In tukaj je dejansko kar neki ljudi, odzad. Ja, kar nekaj, ja. Res je. Ja. Dajte mogoče povedati, kakšne so to ljudje vse zraven tega projekta? Večinoma se pravi, mi kot ustanovitelji, jaz, Igor, Anja, Ana, smo dejansko se poznamo. Tako da vsak v bistvu sestavlja neko celoto tega vodstva, bi temu rekel. Ostali so pa... Več ali manj, nekdo je vedno dober na nekem področju. Zdaj, kot startup, vsi vemo, mi nimamo sredstev za poslovati in tako da moram se pohvaliti, da smo res racionalni. Vsi imamo še svoje primarne službe in dejansko smo to naredili poleg naših. Ampak so različni, od prijateljev do znancev, do tudi drugih, ki so outsourcani, ki ti pač potrebuješ neko znanje dobiti, nimajo ga samo tisti, ki jih mogoče srečaš. Tako da, ampak je različno. Večinoma so pa prijatelji, ki se pač spoznajo na določene segmente potrebne za tak projekt. Ful je bilo meni všeč to, da ste dali slovenskemu prostoru prednost, kar se mi zdi mogoče zelo drzna poteza, glede samega trga, ampak dajte povedati, zakaj konc koncu sta to naredila? V prvi ideji sploh ni bil to načrt. Mi v bistvu, ko smo projekt pripeljali do te točke, da smo pripravljeni na ICO,
Ali sam poveš, kaj to pomeni za naše poslušalce? Zato, ker veliko je zdaj, ful je kripto navdušencev, ki spremljate zdaj, ki dejansko ste na tem linku, na tem videu samo zaradi tega, ker bi radi vlagali. Dajmo se tako pogovarjati ful splošno, povej, kaj točno to pomeni. ICO je v bistvu kratica angleška za Initial Coin Offering, kar pomeni po domače zbiranje sredstev na podlagi kriptovalute. Nek startup projekt naredi svojo kriptovaluto, jo ponudi trgu in v bistvu ta začetna ponudba žetonov oziroma kovancev je izraz za to. Ne? In mi smo v bistvu zdaj v tej fazi, tako da bodo tudi ostali. No, in če se vrnem nazaj na prejšnjo vprašanje, ideja ni bila ta in se je čist pojavila, jaz mislim, da naključno, ker v bistvu je začel kar padati zanimanje, ne, čist bom tako iskreno povedal, če boste kdaj štartali, ne, dej povej, jaz bi pa rad to malo kupil. No in smo v bistvu se mi pogovarjali in prišli do te ideje, da zakaj pa ne, pa se nam zdi fair, pa vem, da mogoče ni najbolj pametna poteza, ampak smo se odločili, da bomo dali priložnost prvo nam, Sloveniji, Slovencem, da pač podprejo meni je marketinško to genialno. Meni osebno. Ker mogoče lih to, a veš, lih to je cool. Ja. Meni lih to cool, zato ker to je dobro, da Slovenci veste. Sorry, da te prekinjam, ampak dej sam povej ta vaš kovanc. Dej malo povej temu kovancu, kaj, zakaj in kako. Da nam sam jaz. V glavnem naš kovanc, mi mu pravimo kat. Kat. C-U-T. Kat. The kat. Tako nekako. Kat, je, the kat. Tudi da se je tako slišal. The kat, ok. V glavnem, s prodajo tega kovanca bomo mi dobili sredstva, a ne? Potem bo pa ta kovanc naprej uporabljen v našem produktu, a ne? Zdaj, mi delamo neko platformo in na tej platformi se bo dal kat uporabljati. Oziroma z njim boš lahko delal določene stvari, mogoče malo cenej, in to je v bistvu zdaj smisel te kriptovalute. To je pač uporaben utility žeton, se temu reče, in to je v bistvu bistvo. Se pravi na to foro, kot Sandbox, se verjetno poznata. Kaj, na to pač, da kaj ti bo znotraj te platforme potem te tokene. Tako se pravi, če bolj poenostavimo za res tiste začetnike, ki je tudi naša vizija projekta. Vsak bo lahko kupil to kriptovaluto, ki se reče CAT, Crypto Unity Token, in bo potem s to kriptovaluto lahko, recimo, če že čisto na hitro malo gremo v podrobnosti, si tudi recimo kupoval vstopnice za kakšna predavanja. Se bo tam lahko učil. Vstopnice za kakšno mogoče malo bolj profesionalna predavanja glede trgovanja. Potem bo lahko recimo na NFT marketplaceu oziroma na temu tržišču za te slikce, ki so zdaj zelo in bo tam v bistvu lahko tudi naredil slikco, jo mogoče dal na dražbo in tako naprej. Tako da ima kar nekaj teh uporabnih stvari. Ni samo, da človek kup žeton in ga potem ima in ga drži, ampak ga lahko uporablja na različnih načinih. Tako da je odzad projekt. Ja. To je pri kripto, jaz osebno, preden se odločim za nabavo, jaz sem full zagovornik HBAR-a, Hashgraph, Hedere, pač to je moj coin in to bo vedno moj coin in to je to. Zaradi tega enostavno, ker verjamem v odzadje. Kaj se dogaja odzad, kaj je tam, kaj je tretji, kaj je pet. Dajte mi povedati, pa vidva imata kakšne kovance, mogoče tako, sta investitorja tudi? Že kar nekaj časa smo se ogromno ukvarjali z investiranjem v ICO-je. Kar pomeni, to so v bistvu startup projekti, katerih kovanci niso na te večjih menjalnicah. To je mogoče malo bolj rizična stvar, se pa ogromno naučiš. Profitabilno je nevideno. Saj vemo, kako je. Tisto, kar je manj rizično, je tudi manj profitabilno in pač obratno. In tukaj smo recimo tudi jaz in Igor bolj v začetku ogromen izkušenj dobila in tam se tudi ogromno naučiš, kako v bistvu potem recimo
tukaj pri nas, kako zgraditi to, kako narediti, kje so napake, ki so jih oni delali, pa jih mi ne smemo. Ne? Tako da ja, smo kar nekaj trgovali, poskušali in bolj proti koncu je bilo samo več ali manj, da smo se učili. Ker je vrstni življenj, tako. Je pa tako, da recimo trgovanje s temi malo večjimi kovanci bolj umirjeno, neprofesionalno, čist kot ne na način tradinga, tako kot recimo dela to, recimo kriptokrat, ki je bil tukaj. Tako, hodanje na daljši rok. Tiste je bolj specifično. Tako da je pa zelo pomembno, da ljudje tudi vemo, jaz se strinjam s tabo, da vsak, v bistvu ideja ICO oziroma startup kriptoprojektov je bila tako kot recimo leta nazaj. Ti si v bistvu naredil nek produkt, si naredil načrt za to in potem si iskal investitorja, ampak ga je bilo najti zelo težko, pa potreboval si mogoče velik fund od nekoga, od neke firme, od nekega posameznika. In bilo to veliko težje. Potem je pa kripto prišel. In dejansko je lažje zbirati sredstva. Je pa bilo mišljeno v začetku, da vsak startup kriptoprojekt ima tudi v ozadju, tako kot si ti povedal, nek produkt, neko uporabno vrednost, nekaj, kar bo v bistvu da bojo oni imeli v ozadju. Zdaj, ogromen se pa nažalost pojavlja tudi tega, da nekdo naredi samo kovanc, mogoče shitcoin, tako meme coin, ker nima v ozadju nič in tam je zelo, to bi jaz mogoče gledalcem priporočil, da ne da se izogibajo, ampak zelo fajn preverijo, v kaj se spuščajo. Ker veliko lažje je mogoče preučiti nek projekt, ki ima neko vizijo, da v bistvu bojo nekaj delali, po domač povedan, da ne bojo samo meglo prodajali. Tam je veliko lažje vstopati. In če tudi v bistvu projekt zavarovan in da ne more narediti kaj slabega, veliko boljši tukaj tazga. Kaj pa v bistvu v projekte, ki nimajo čisto nič v ozadju, ki so v bistvu, temu se reče community driven, oziroma takrat, ko vsi govorijo Gregor, ki se neha govoriti, zelo hitro dol pade. Tako da samo kot nasvet. In kaj bi zdaj vi, recimo, jaz ste zdaj na nek biznis pitchu, tle imate zdaj nekaj 1000 gledalcev, mogoče bodočih, ne vem, podpornikov ali kupcev ali karkoli. Kaj vidva v bistvu, kaj vi rabite kot investitorje? Jaz sem zdaj, ko sem tebe razumel, recimo, če se zberemo, ne vem, 10 ljudi, zdaj ste vi v Sloveniji dali to pre-sale, kakorkoli. Kaj je za vas najboljši možen scenarij, da se zgodi, ko zaštartate to, oziroma ker ste že zaštartali, a ste že zaštartali? Ja, par dni nazaj. Kaj je najboljši scenarij za vas? Najboljši scenarij bi v bistvu bil, najbolj pomembno tukaj bi bilo zbrati community, oziroma pač podporo dobiti. To je ful pomembno v tem svetu. Ful je pomemben, da se vidi, da pač smo se pokazali, da nam ljudje dajo še na svet, podporo, kakorkoli nam sledijo. Seveda, itek dobrodošlo je, da se pač predprodaja Slovenija, razprodaja, ampak glavno je pa glih to, da pač ljudje stopijo skupaj z nami. Ja, jaz mislim, da je to najbolj pomembno, sploh v Sloveniji. In zaenkrat moram potrkati, da smo dobili kar dobro podporo. In kar ti je, če delaš tak projekt, pa če ti nekdo reče, da je dober, pa če je fajn, pa če nekako ima neko prave vizijo, si zelo vesel. In ja, nam je v bistvu načrt ustvariti tukaj community, ki nas bo videl, ki nam bo zaupal in da potem v bistvu peljemo nekako to zgodbo skupaj naprej. Kako pa je zdaj to v praksi? Se pravi, jaz sem zdaj nek laik, zdaj ste me vi prepričala, kaj moram zdaj narediti, da vaja podprem? Enostavno, danes že vsak uporablja internet. Večinoma prek telefonov. Tako da naša v bistvu ta predprodaja Slovenija poteka prek naše spletne strani. Enostavno je tudi v slovenščini, tako da mislim, da bi vsak, tudi imamo že v bistvu kupce, podpornike, ki so starejši od 50-60 let. Tako da postopek je dokaj enostaven. Potrebno je pač izpolniti samo KYC, oziroma to je
Po domač povedan, treba se pač legitimirati, da si oseba. Kaj imaš, da to ime, sliko, priimek, naslov. Tako, kot da bi šel na bitstamp menjalnico. Tako. V bistvu, kot da bi prišel na banko odpreti račun. Okay. Čisto poenostavljeno. Okay. Potem se gre čez ta postopek in se na koncu zbere, s čim bi v bistvu kupil to kriptovaluto. Tako da obstajajo pač čisto normalne možnosti, nakazilo prek banke na tekoči račun, to v bistvu tem starejšim najbolj ustrezano. Potem je možen tudi s kriptovalutami nakup, ker vemo, da kar nekaj ljudi v Sloveniji se ukvarja s tem in je tako najlažje, najhitreje, ne. Potem so pa še ostale kot PayPal, kreditna kartica in tako naprej. In dejansko po opravljenem nakupu vsak prejme potrdilo. Smo pa dobili že kar nekaj vprašanj na to temo, ker vsak kupec prejme potrdilo. Žetoni oziroma te kati, pa v bistvu vsi kupci prejmejo tik pred lansiranjem oziroma umeščanjem kat žetona na menjalnico. Obstaja razlog za to, to v bistvu delajo praktično vsi in je zaradi varnosti tega, ker če kdorkoli prej je recimo oziroma ima en žeton, lahko on sam postavi ceno na menjalnici in v bistvu to ni v redu. Tako da glede na to, da mi ceno že imamo postavljeno in dejansko potem na koncu vsi prejmejo žetone avtomatsko. Kako pa je cena? Cena v predprodaji 40 evrov. Ne, malce ne je. 82. Da si šel gor, dol. 30. Še malo. 80. Še je. 19. Fajn udar. 9. Še 90 centov. Bom kar povedal, da ne boš ugibal, po moje. Cena na predprodaji Slovenija je 0,005 evra za en žeton. Kako se vam to splača zdaj? A realno? To se splača? Ja, se splača. Tisti, ki se malo spoznajo na kripto, pa ki vejo, kako dejansko ICO-ji delujejo, ja, se splača, definitivno. Ampak je tako, da se pravi, lažje je nekomu kupiti, ki je že vse laufa, ki je že vse zunaj. In zato v bistvu so te prvi podporniki, kupci, deležni pač največje rasti, po domač povedan, zaradi tega, ker podprejo projekt, ki je na začetku. Ja, dejansko so investitorji. Ja, oni vam pomagajo, da vi zrastete. Tako. Pri investiranju, kako naš ti nagrado? Pri investiranju v ICO je pomemben, vsaj to je moje osebno mnenje, da verjameš v projekt, v katerega investiraš, da si ga pogledaš. Tako da to je bistvo tukaj. Zdaj za uspeh tega projekta sem jaz osebno tudi razmišljal sledečo črt. Nek projekt, ko pride ven, tako kot jih sam gledaš. Recimo ti si eden izmed tistih, koliko v bistvu pregledaš ti? Jaz zvečer, ko grem, ful iščem te kovance. Mislim, pač, ker mene pa, ne vem, zakaj, mene kar to ful zanima. Tako pač, gledam, preden kupam se pozanimam, oziroma meni mora biti že logo všeč. Meni če logo kovanca ni všeč, jaz nisem. A ti je naš logo všeč? Ja, ne, pač veze banci. Ampak tudi tako, ker sem pač bil v vseh teh, pa nimam veliko kovancov, Sandboxa sem odkril, ki je bil 40 centov, pa je šel na 9 evrov. Tako da je bilo kul. A veš, in v bistvu gledam, kaj je odzad in me to v bistvu, meni je to kaj na igrca. No, recimo, čisto za zanimivost, ti si že kar spadaš v tisti procent ljudi, ki si vzamejo res čas. Zdaj pa, če mi dva gledava, recimo, vsi, ki bojo v bistvu recimo kupili, 100% ljudi. Je tako, da mislim, da je enih 30 samo vidi, da je ICO, vidi, da nekaj delajo, pa kupijo. Ok, njihova odločitev. Naslednji so tisti ljudje, ki jih je v bistvu tudi največ, ki dejansko odprejo, ki pogledajo, kaj bo ta ekipa delala. Pogledajo in če jim je všeč, kupijo. Potem imaš pa tiste najbolj zahtevne, in moja ideja je bila, da v bistvu jaz zadovoljim te. Če bom zadovoljil te z načrtom, z idejo, z vizijo, s produktom, z vsem, če te zadovoljim, boš domino naredil. Ja. Bravo. Dej povej, kje je tvoj background? Tako v tem razmišljanju, ker vidim, da sta full... A veš, jaz bom tako rekel, jaz sem bil tist, ki je v srednji šoli organiziral piknik.
Jaz sem tisti, ki je vse pelil na paintball. Kdo bo? Jaz. Kdo bo drug? Ne vem, pač čutil sem se tazga, da je mogoče moje mesto spremeniti nekaj, pa narediti nekaj lažje za nekoga, pa pomagati, pa gonc to. To je prav ta leadership. To se kar najdeš v taki vlogi. In to se pri njemu ogromen pozna. Tako da ja, od tukaj, to ozadje. Pa tudi ti ga dobro handlaš, po mojem. Veš, ker tudi ti lideri moš handlati. Zdaj smo javno, veš. Pokoš ugasno. Ne. Kako pa si ti prišla v ta kripto? Zdaj, tako, ki pač imaš tvoj moški fura to vice, da je na mestu vse. Kako pa si ti prišla v to noter? Meni se zdi, pa ne me narobe razumeti, ampak za žensko se mi zdi, da ne vem, a so ful tako v kripto sceni, ali pa zdaj se lahko ful motam, pa sem ful izpadel zdaj meme, ampak se mi zdi še kar, da je bilo tako da je to bila moška stvar, po mojem. To se tudi meni zdi. Zdaj, jaz tudi upam, da sigurno sva kakšni naredila krivico, pa upam, da bo tudi več žensk, se začeli s tem ukvarjati. Saj jaz jih enih par poznam, ampak jaz, pač da konc dneva je po moje bolj moško dominiran, kako se reče, področje. Ampak jaz se sicer nisem zaključila faksa, sem pa hodila na kemijsko inženirstvo, tako da sem bila skozi bolj matematika, kemija, fizika, tako da mene te stvari ful hitro potegnejo. In pri kriptovalutah so številke, polk se začne spuščati v ozadje, v blockchain, pa je še koda, smart kontrakti in meni je to ful zanimivo. Tako da me je to dosti not potegnilo, je pa definitivno prišel vpliv z njegove strani. Tako da mislim, tudi igrce sva skupaj igrala, tako da sem kar za te. Kako pa izgleda vajen doma? Vi ste tako doma, pa klej na kompa, pa klej, pa kar tako ene scene imate. Mi da sva imela kakšne 2 leti nazaj v dnevni sobi kavč, Mava malo manjšo dnevno sobo, pa sva pa kavč ven dala, pa dala tako veliko jedilno mizo tja. Stari, to je zraven stene, Na steno pa 2 27-inčna monitorja. Pa se bo začelo. Ampak kako smo prišli do tega? Super, da si to povedal, jaz moram pa zdaj, ker res trpim. Moram povedati. V glavnem, včasih sem imel še gaming room. Sem jaz imel lepo tam svojo dolgo mizo, 3 ekrane, svojih par ur zvečer, če me je kdaj pustila, da sem tam. Da se zdaril. In kaj je zdaj? Kaj je zdaj tam? Lahko 3-krat ugibaš? Mislim, da je tvoja pisarnica. Ne, pojsla od Cinčka. Jaz sem zgubil svoj gaming room, dal sem me v dnevno sobo. Jaz sem tudi v dnevni. Pa v studio pa sem v dnevni. Vidiš, pol nekako razumeš. Ampak iskreno naj dan kako zgleda. Zjutraj se ostane zgodaj zjutraj, ta malga se zrihta, vrtec, ona že dela, se pravi na projektu. Pridem nazaj, pomagam delati, potem grem jaz v službo, pridem nazaj, ta malo je že doma, ona še zmer dela, pele se Sinčka v varstvo, hvala, babi 1, babi 2, pa dedi 1, hvala, ker nas naju podpirate in skrbite za najnega malčka, tako da to je res kapo. Par katov jim dej. Če ne bi bilo njih, ne bi bili danes tukaj, kjer smo. In dejansko, lepo, mislim, meni je pač po eni strani malo žal, ker pač zgubljam čas z tam malim. Ampak delam pač zato, da mogoče nekoč nekdaj, da bo pač on imel vsaj normalno življenje. In potem ta naša štručka po imenu Ian uživa pri babicah, dedkih, mi 2 delava in potem ga pobereva, pripeljemo nazaj, zrihtamo za spat, se poigramo in tako naprej, nek quality time mora biti, in ko on zaspi, mi 2 delava do pač pozno v noč in potem se zaspi. In iskreno, sobota, nedelja, praznik, že 1 let pa pol, ne vem kaj je. Tako da... se si kdaj vzamemo tudi čas, da gremo se kupati. Kdaj pa kdaj. Vse to čisto razumem.
Ja, ampak pač tako je, ampak rada to delava, ni nama težko. Vmes je bil nek moment, kakšen mesec, ki je rekla, pa dost je to. Ne, ni, ne. Dajmo to let pač treba narediti. Tako da, ampak lej, kapo dol za njo, pač ona je še zanosila zdaj in da to ona folga po 10-12 ur na dan, lej. In kaj vaja tista strast? Ker ljudje imamo nekoga noseb noter, vaja tukaj vidim, ker sta klej, sta res tim in tudi verjamem, da meni nekdo reče, da dela do enih polnoči, mora neki goret noter, ne? Kako bi opisal to stvar? Kaj čutiš ob temu, kad to govoriš? Enostavno, če preveč zagori, grem pojslo. Pogasim, pridem nazaj, delam. Moški. Ne, ampak mogoče malo šalo na stran. Je treba delati. Ja, pa govoriti za te kripto, pa za vse te scene. Veš, neki mora biti neki... Verjame v to. Ja. Pač, mislim, da bistvo je, da moraš verjeti v to, kar delaš in pa moraš imeti motivacijo to delati. Ne? Pač noben ne mara delati. Ampak ko pa delaš nekaj, kar ti je res všeč delati, ko veš, kaj je tvoj cilj, pa ko uživaš na poti do tja, pa ni problema. Ne? Sploh pa umestni achievementi oziroma ko nekaj dosežeš, ne? Ko dobiš, ne vem, kakšen mail, da je to pa zdaj narejen. Ne? V bistvu te to tudi ta progres oziroma napredovanje projekta te tudi žene naprej. Uživati v procesu. Ja, definitivno. Vse to je to. Enkrat, ko bo ta pojem na cilju, se v ti tak to spomena. Še mogoče sta pa videla tista, ki boste čez nekaj let ena izmed najbogatejših Slovencev mogoče. Pa jaz bom tisti, ki je naredil prvi podcast z njimi. Ja, lej, nikoli ne veš. Jaz bom rekel tako, da mi bomo to delali, vizija še vrsto let. In point je, da bojo vsi razumeli, da so kriptovalute nekaj pozitivnega, da bojo začeli mogoče malo vstopati v ta svet z našo pomočjo, upam da, in da bojo videli, da to ni nek bav. In vemo pač v kakšnih časih smo, sploh mi mali ljudje, vsaka taka sprememba nas fajn užge, in zakaj pa si ne bi nekdo, ki je čist pač navaden človek, mogoče prek teh kriptovalut ustvaril vsaj nek dodaten zaslužek. Če ne drugega penzijo, ali pa kakorkoli. A imaš isto uro, kaj jaz? Mogoče. Aj, Huawei. Je. Sam tvoja noja. Ne, ni. A ni? Aj, prav ista ura je. Kdaj bi zdaj, ko imaš zdaj? Jaz mislim, da imaš... Ko imaš zdaj tale, ja. Kaj mi boš zdaj pokazal? Škej gor napisal? Ne, zanima me, ko imaš zdaj ta skin. Kle imam svet. Aj, nimaš isti skin. Ja, ampak vem pa, kjer je. A dobro ta. Veš, meni najlažji tak, ne vem, kar vidim tako pač. Ne rabam preveč razmišljati. Meni, če to v številnico daš, jaz se kar zgubim. Ja, jaz moram tako prideti. Verjamem, vse zato so pa tele digitalne. Jaz sem šel na vašo spletno stran, gor vidim ful hudo vizualno, detajli, dizajn, ful super, barve so mi všeč. Da mi pa samo povej eno stvar, zakaj je ta menjalnica, ki jo omenjata, oziroma ta ena platforma, res ko preprosta za uporabo? Ja, to so vprašanja bolj za me. Ne me narobe razumeti, sej menjalnic je že kar nekaj, ne? Pa jaz ne bom rekla, da niso enostavne za uporabo. Ampak poanta je dati nekomu, ki začenja menjalnico, platformo, ki se najprej nauči malo, pa mu pokažeš, lej, to je tisto, to je tretje. A kaj ne znaš? Tukaj sem. Name se lahko obrneš, a ne? Kaj kot nek tutorial, kaj zraven? Ja, v praksi mi povej. Dobesedno, kar recimo druge menjalnice nimajo, ne? Dobesedno, nek starejši človek, ko naloži aplikacijo, ne takoj, da gre on kupovati, ampak da se nauči sploh, kaj blockchain je, kaj so kriptovalute, kako je to povezan, kako deluje aplikacija, kaj lahko pričakuje, gre čez kvize. Imate kakšnega avatarja, kako to zgleda? Nisem si pogledal, ne vem.
Avatarja v kakšnem smislu? Ne, smislu, da ne vem, Avatar recimo, da je kakšen tak možiček, ki govorim vizualno. Jaz sem režiser. Zato, veš, jaz gledam tako, a veš. V bistvu prav v podrobnosti, da bi imeli kaj tasga še. Ne, okay. Ampak mogoče ja, dobra ideja. Ampak ideja je ta, da je res tisto, kar človek rab. Meni, mislim, pa bom rekel na živce. Ne, bom rekel na živce mi gre, ko pridem nekam, ja, pa dobiš 5% bonusa, pa jaz sploh ne vem, kaj je to. Glede na to, da recimo svetovna populacija oziroma uporablja dobre 2%, 2% svetovne populacije je v kripto. Ja. To ni nič. Vse to je dobro za nas. Ja. 10 let je že, oziroma malo več je že kripto zunaj. Pa če si človek misli, da smo kaj zamudili, mi še začeli nismo. To je skozi govorim, da smo prav v ledeni dobi, prav kamena doba. Ne? Tako, ker recimo tudi evolucija denarja in tega vsega ni šlo nič iz danes na jutri, tudi v 10 letih ne. Preskok iz plačevanja v srebrnikih na papir, to je trajal. Dolg, to se generacija se zamenjala. Zdaj pa, ker je pa kripto oziroma blockchain pa nekaj let zunaj, pa je že konc. Ogromen je tega še v zadju, ogromen tudi razvoja, ki nas čaka. Ampak je pač potrebno, se vemo, vsi ljudje, česa se bojimo, sprememb. Neki dajo ne to tako narediti, pa narediti tako, panika. In je pač potrebno nekaj časa in kripto se zelo lepo počasi prejeme, kar je pa zdaj, pa tudi cela manija okrog tega. Vsi bi želeli na hiter in tako naprej. Zato je pa pač jaz vedno pravim, kamorkoli date tisti evro, ki ste ga sami zaslužili, da je toliko truda, ki si vložil, da si ga dobil, da je to truda vlož, ki ga boš dal. To je najmanj, kar lahko narediš, pa to je brezplačno. To je zastonj, poglej, preber, a so oni, kaj delajo in tako naprej. Ja. No in to je tudi fajn. Zdaj smo na začetku kriptovalute, so še v povojih, eni pravijo, da so še v kameni dobi. Ja, kamena doba. No in menjalnic je velik, ampak trg bo tudi rastel. In mi pač tukaj vidimo to nišo, tukaj vidimo to potrebo potem, da damo ven neko našo menjalnico, platformo v bistvu celo, ki bo dejansko namenjena za tistega, ki bo začel. In to je tukaj pač bistvo. Ja, ta pič je meni ful všeč, zaradi tega, ker res dejansko, jaz sem zale moj dedek, moj kralj, legendica moja, je rekel, da je en kupu zdaj hederev. Sem rekel, super, okay. Ko boš pa dol, prav je tok, pa tret, pa četrt. Sem s tem kako, nimam pojma. Sem rekel, da je pač na mojem menjalnico, pač ti bom imel skupaj tret, četrt. In mogoče glih to manjka, ta dostopnost. Jaz res upam, da vi imate to dostopnost, da je res dejansko, ker ljudje se tako, jaz se v Binance, jaz se tle ne znajdem gor, pa vem par stvari. Jaz sem Bitstamp uporabljam, ker mi je čisto simple in imam te preverjene kovance, ampak dejansko meni je to ful preveč informacij. In zdaj, če pogledam mojega detka, ki je star 88 let, se pravi, on je, preživel že marsikaj, 3/4, za njega internet ni. A to je za take ljudi, a je to, a veš, ker še kar malo pojma pa možno imeti. Zdaj, si sam odgovoril, že ti pa si gamer bil, se pravi, ti ni tudi, si. Sem. Še, jaz se tudi trudim. Zelen šel s kam igrati, kaj prijem dam. Niso vsi v preteklosti bili gameri. Ne, veš, ampak z gamersko so. Znaš miško držati. Dobar, ne? Tudi kaj drugega. Pa praviš, da ti je težko na Binance-u, ki ne bi bil user-friendly. Dejansko pač. Jaz se gledam gor na FTD, sam se kul. Ja, res je. No, in recimo tudi mi smo razmišljali v tej smeri, mi se nismo brez glavo spustili v to. Da bomo naredili menjalnico, full bo easy, gremo. Ne, mi smo prvo, kar smo naredili, smo šli ankete delati po centru Ljubljane. Jaz sem hodil od ljudi do ljudi. Res, imam dokaz. In počutil sem se sicer kot študent, ampak kar je najbolj pomembno, dobili smo feedback. Dobili smo feedback, kaj ljudje želijo. Preprosti ljudje, ki niso v kripto, različne generacije. Pogovarjal sem se z 20-letnikom, pogovarjal sem se z 85 let staro gospo. In je bilo dejansko, da ljudje si želijo, imajo doma spravljen, starejši, ampak želijo, ne
Ne znajo, ne gre. In sem jaz enostavno, recimo prva ideja, če se malo vrnem na naš progres projekta, mi smo imeli na začetku idejo, da bi bile to fizične menjalnice. Fizična menjalnica. Kot bankomat. Se pravi, stranka oziroma kupac pride v menjalnico, tam lahko odpre račun, se nauči, ima predavanja, svetujejo mu in tako naprej. Tudi na koncu lahko denar dvigne, ker največji problem ljudi, ki se ne spoznajo v to, je, da ljudje večinoma čutijo samo to. Če ni to, ni kar piše gor na telefonu, to ni res. No in dejansko, zato je spravljeno, da je za vrsto let zastavljen projekt. Generacija se mora zamenjati, da bojo oni recimo hodili v poslovalnice in čez leta bojo oni začeli verjeti. Izobraževanje folka. Tako, da bojo začeli verjeti, da dejansko kriptovalute imajo neko vrednost, če jo imaš ti na telefonu, ki gor piše. No, in potem smo seveda to mi evolvali oziroma posodobili v potujoče fizične menjalnice. Z njimi bomo recimo, mogoče če te lahko vprašam, si kam kdaj pisal na kakšno večjo menjalnico mail, da ti kaj ne dela? Pistem popizdil. Recimo včeraj sem bil s predsednikom... Pa nič ni bilo, najdal sem rabo, kako bilo, res, bez menjalnice. In recimo s to potujočo fizično menjalnico mi želimo rešiti točno to, da si boš ti lahko na razporedu pogledal, kdaj bo v tvojem mestu, boš enostavno stopil do tja, boš dobil pristani stop, boš dobil zaupanje, nekdo bo tam za tebe. In hkrati boš tudi pokril tisto generacijo, ki si pa ne znajo oziroma ne upajo, lahko pridejo tja. To je en izmed teh. Se sploh ni problem v starejših. Ne, sploh. Bolj je vseh, zato ker jaz isto, ker sem jaz odpiral recimo 2 leta nazaj, ta Bitstamp, je mogel moj kolega prideti, pa tako si rekel, pa veš, jaz delamo Adobe Premiere Pro, After Effects, jaz sem ful računalniško pismen, pač smatram se za tako. Kva rabam, da je to nekaj, da to on tkle pride, odpira mi 3, 4, sam profil in je dejansko res za nekoga, ki je malo manj pismen, to je res pačun, pa ne more. Tako je. Nekaj si hotela povedati. V bistvu se že ves čas strinjam s tabo, ampak nisem starejša generacija. Tudi mi smo, pa tudi ne gre se sam za to, da pač nekdo ubirati pa ne more. Gre se tudi za tisto izkušnjo. Jaz grem še zmer včasih rajš v trgovino po oblačila, kakor pa da jih kupam prek spleta. In dosti je takih, tudi v naši generaciji, ki bi si želeli, mogoče pa kaj prideti, pa reči, živijo, jaz bi si pa račun odprl pri vas. Ok, ni problema, gremo. Tako da to je v bistvu celotna vizija. Mislim, ful dobro, jaz sta prodala to stvar. Mislim, ful dobro, ja. Jaz sem upam, da boste tudi to realizirala, do neke te mere, da bo dejansko folk res imel neko fizično... Potujočo, zdaj verjetno ne vem, ampak na spletni strani. Kako misliš, kaj je potujočo, kaj skao s kombijem? Dejansko, mogoče ste kdaj že zasledili, mislim, da ima NLB, mobilno banko, tista kamionček. Prav tako, na podobno zadevo, ker v bistvu bo to kot CryptoUnity. To je tudi dobro za marketing. In v bistvu ne vem, bo danes v Ljubljani, jutri v Celju, potem v Mariboru in tako naprej, počas. In ja, dejansko kot neka mobilna poslovalnica za kripto. Večji doseg ima, kakor če bi bila poslovalnica statična. Če bi jo postavil v Ljubljani, kaj pa nekdo v Mariboru. Plus infrastruktura ni tako pocena. Infrastruktura je kar draga. S tem pač imaš večji doseg. Tako da je to pač najbolj optimalna zadeva za to, da ti lahko ponudiš res tisto izkušnjo, ker tukaj je poanta, cela poanta te fizične menjalnice je, da je izkušnja dobra. Če bi se zdaj ti obesil na neko že zgrajeno infrastrukturo, pa da bi recimo na Petrolih prodajal, tisti prodajalec tam bo imel še eno delo več. On ima, se to, kam ve? Pa na pošto. Pa kripto, moraš biti ti to noter s strastjo, vem kaj govoriš. Ja, res je. Tako da, kle smo nekako zdaj pokrili, kar se tiče menjalnice, izobraževalnega segmenta pa potujočih menjalnic. Tako da recimo, ena zelo dobra tudi stvar je v sklopu CryptoUnity-ja, mogoče če si zasledil, je research oziroma raziskava. Zdaj, čistko, kako sem jaz, pa verjetno tudi ostali, kako sploh iskati nove startup projekte oziroma nove kovance, ki bi imeli
nek potencial. Ne. Jaz sem šel na YouTube, verjetno tudi ti, pa kam, Witchcoin in tako naprej. Ne. In te vrže na tisto stran, pa na to stran, pa ne moreš tam preveriti. In v bistvu point raziskave je ta, da bomo mi z našimi analitiki analizirali nove kovance, nove startup projekte v kripto, da so varni, da so dobri, mogli bo iti čez neko vrsto preverjanja. Filter, tako. In potem bomo teh recimo top 10 objavili na naši platformi. Kar pomeni, da tisti, ki bo želel, si želi v ICO-je kupovati kovance, bo enostavno prišel na našo platformo, si bo samo zbral, kar mu bo všeč. Gaming, ne vem, green, karkoli. NFT in bo potem lahko kupil. Kot kategorije. Ker res, kar povem. Ja, pač glih ta filter, ICO je ogromen, ne? In nažalost ogromen takih, ki že na prvi uč nekdo vidi, da pač ne bo šlo to skozi, ne? Pa ogromen takih, ki pa ne moreš priti zraven, ne? Ker pač vlagati v ICO-je v teh zgodnih fazah prodaje, ne? Se pravi, tako kot je recimo predprodaja Slovenija pri nas, je ponavadi zelo težko, ker te pre-sale imajo ponavadi whitelist. To je tak seznam ljudi, ki so mogli določene naloge ponavadi upravljati, ne vem, postati na social media, oglaševati projekt, tralala, ne. In kaj gore zelo težko prideti, ne. In zdaj to omogočati ljudem, se pravi najprej, da jim ponudiš pregledane projekte, se pravi, po domač povedan, zelo težko se boš nasral, ne? Pa omogočati, da pridejo zraven, pač meni se zdi to nekaj, kar bi bilo fajn imeti na kakšni menjalnici. No? Bravo. Ko pa ste si zastavili recimo marketing, ne? Zdaj za to, kaj imate zdaj v glavi? Kako boste to zdaj? Moje razmišljanje je tako, da ti lahko narediš, ne vem, recimo, ne vem, kako dober avto lahko znaš. Ti lahko raketo narediš. Ampak če noben ne ve za njo. Bo tam, ne. Zdaj, pri marketingu so pa vedno so pač sredstva. Tako da nekako je tako, da pač z tega noge to, kot ti je kouter dolg, ne čez. Je pa ena izmed najbolj pomembnih faz oziroma področje marketing nekega startup projekta. Tako da zdaj, ne vem, a se lahko pohvalim ali ne, mislim, da ravno smo začeli marketinško kampanjo oziroma jo bomo v tem tednu oziroma naslednjem tednu. Imamo pač pokrit tisto, kar je nujno potrebno, da nas bodo ljudje v Sloveniji videli. Tako da, kar se tiče pač socialnih kanalov, člankov na različnih straneh, v medijih, takih podcastov, mogoče tako kot danes, da nas pač ljudje vidijo, smo tudi za to poskrbeli, ker še enkrat pravim, tudi če si dobro naredil, pač ljudje te morajo videti, kdo si, kaj delaš in potem šele lahko te nekdo podpre. Pa da zaupajo. Koliko je pa recimo minimalna vsota, če se zdaj recimo Filip tebe vzel za primer, Filip se je odločil zale zakupati, se pravi ta kat, ne? Kakšna je minimalna vsota? Kakšna, ne vem, lahko zdaj kupam za 5 evrov, 10, 100. Je. Minimalna vsota je. 70 evrov. Je 100 evrov. 100 evrov, ja, 100 evrov. 100 evrov se nam je zdela neka taka lepa številka. Da si človek tudi vzame toliko časa, pa da dejansko pogleda, kdo smo, pa v kakšen projekt vlaga. 100 evrov ne boš kar dal, ampak še zmer pa ne pogledal, ne? Ja, še zmer pa ne predstavlja nekega ful velikega finančnega zalogaja, ne? Ker pač ICO je glih to fajn, ne? Da lahko investirajo tudi mali ljudje. Tako da 100 evrov, Je pa tudi v bistvu, zakaj smo postavili, ne vem, teh 100 evrov, to, kar je povedala, da si nekdo pogleda in dejansko ko ti nekam daš 100 evrov, s tem mi mogoče prepričamo nekoga, da pogleda, in ker verjamemo v naš projekt, da je dober, dejansko potem se tudi ta oseba prepriča, da je dober. In potem pride še enkrat kupiti.
Da se prepriča, da je dober. Ja. Kako je vaša, zdaj mi sam ta stik zdaj, se pravi, imate spletno stran, imate aplikacijo? Ja, v bistvu na spletni strani je aplikacija oziroma... Kaj je to na Google Playu? Ne, v bistvu z obiskom na spletni strani je tam pač lahko kliknete predprodaja Slovenija oziroma Join Presale Slovenija ali pa desno zgore Buy Now, kupi zdaj in potem pridete v bistvu na stran, kjer vas vodi čez nakup. Zdaj za nakup je potrebno imeti brezplačno kriptodenarnico, ki si jo lahko ustvariš. Na vaši spletni strani. Tako. Okay. In v bistvu je tam povezava do posnetka, do vodiča v slovenščini, ki so si jo tudi ljudje, ki so res niso za računalnikom, za mobitelom, so si jo znali ustvariti. Ta v bistvu denarnica si jo ustvari, kopira se noter, da je vaša, izpolne se zraven podatke in potem na koncu se opravi plačilo. Tako da zelo, zelo enostavno, že to smo želeli, mogoče tudi že sam z dizajnom smo želeli pač, da je res zadeva enostavna. No. Tako da mislim, da smo to dosegli. Kaj pa tujina? Zdaj smo mi v Sloveniji, naredimo primer, za moj scenarij. Presale, grmi, naredite nek zalogaj, neko investicijo. Kako boste se v tujini lotili? Kakšen je pa potem to nek plan? Ja, glede na to, da smo v začetni ideji, smo že v bistvu takoj želeli iti v tujino. Smo že kar ogromen dela, ki je potrebenega za tujino, naredili. Potem se je pa pojavila ta Presale Slovenija oziroma predprodaja Slovenija. Tako da v tujini je spet na prvem mestu marketing, na drugem mestu je kakšen je projekt. Tako da je v bistvu, bom rekel, tako da je Slovenija neka začetna odskočna deska, kjer bomo mi lahko potem šli v tujino oziroma globalno. Zaradi tega. Ja, naslednja faza je tako imenovana Presale Whitelist, to bojo bolj ljudje, ki so v kripto poznali, oziroma za tiste je taka neka VIP svetovna predprodaja. In tam v bistvu imamo tudi narejen že kar nekaj, pa še bo treba marketinga in pa kako zadevo speljati, ki bo v bistvu tudi potekala prek naše spletne strani. Ta prodaja se ponovadi v bistvu vnaprej napove na točno določen datum in uro. Do takrat se v bistvu ta community raste in ko se zgodi ponavadi, saj po naših izkušnjah, ki smo mi v bistvu vlagali, ko smo se prej pogovarjali v tiste druge ICO-je, pri kakšnih že ok projektih, ne da imajo res v ozadju produkt in tako naprej, se zadeve zelo hitro razprodajo, ker je pač kripto zelo in. Tako da jaz v bistvu sem se na začetku bolj bal, preden smo začeli vse, bolj Slovenije, kakor pa tujine. Ja. Je pa tako, ne? Slovenijo poskelaš na pač veliko večjo raven, pa dobiš naš plan za tujino. Se pravi, marketing krat 10, 20. Pa so Slovenci odprti do tega? Mislite, da enostavno, veš, zdaj mi smo tukaj, naši gledalci, prelepi gledalci, zdaj razmišljajo, ne, to 3/4, da bomo vložili, ne bomo vložili. Pa smo Slovenci dejansko narod, imamo Merlaka, vemo, da je tata mata v tej stvari. Slovenci, bomo rekli, podjetniki, športniki so res biseri. In jaz mislim, da kle mogoče imate ful prednosti v ta zaupanje. Ampak ali je ta zaupanje oziroma ta samozavedanje v Sloveniji toliko velik, da bi lahko vi ta presale napolnili? Ali imate kakšno mejo, limit? Ne vem. To bomo pa videli. Ne? Mislim, je omejena pač predprodaja Slovenije. Tako, slovenska kriptoscena, če ji lahko tako rečem, je kar močna. Bitstamp, pa seveda še mnogi drugi. Jaz mislim, da je kar nekaj ljudi. Zdaj, če bomo mi dobili to podporo, upam, če pa pač ne, pa je pa tukaj še zmer svet. Ta predprodaja Slovenija je bolj mišljena najprej ponuditi svojim, če nas hočejo podpreti, super, če ne pa pač na koncu dneva, se tudi ni obvezno. To je res lepo, a veš, dejansko to, kar je ona rekla. To, da vsi Slovenci, mogoče pa dobro, da bi kdaj
stopili skupaj, pa mogoče res prvo svoje podprete. Ne? Jaz mislim, da sigurno kot narod, mi Slovenci, čeprav, tako kot si povedal, da je to drzna poteza, pa da včasih so malo bolj konzervativni, ampak na koncu smo mi Slovenija, mi smo skupaj. In vedno v vseh športih, to je tudi neke vrste. To je posel, to je šport. Ja, mislim, da tudi tukaj znajo in tudi bomo skupaj stopili in že zdaj dobivamo in verjamem, da še bomo dobili podporo in potem se bomo pač podali v svet. Dajte mi še za na konec povedati legende. Kaj pa zdaj, ko to uspe? Primer. Kam naprej? Ker verjetno jaz tebe vidim, te dela mašinca v glavo, tega dobro. Sem te kar nekako zdaj dojel, tako, imaš še druge projekte, mogoče v planu, zraven kriptota, ker mislim, da imaš še kar nekih ostalih projektov. Ja, neke ideje so bile. Je pa tako, da sem jaz v bistvu s tem mojim podjetjem do zdaj, ki je zdaj 7 leto teče, je bilo tudi s tem ogromno dela. Tako da zdaj bi rad se fokusiral. Da mi še povej ta tvoj podjetje, samo to, da gledalci malo dobijo feeling vse, kar delaš. Ker na koncu jaz ko pravim, dajte premisliti o temu katu, pa premislite o posamezniku, ki to vodi. Zato, ker jaz verjamem v ljudi. Jaz vedno tako gledam, projekti so ok, ampak kdo je odzad za tem projektom, meni veliko več pomeni, kot sam projekt na koncu. Daj pa s čim se še ti ukvarjaš? V bistvu jaz se že, mislim, da vse skupaj zajet dobrih 10 let v telekomunikacijah. Tako da nekaj časa sem delal pri T2, potem zdaj pri Telemachu, oziroma sodelujem z njimi in gre praktično za tam, kjer obstajajo projekti po Sloveniji, se v bistvu napeljujejo razne tehnologije in potem se tudi sklepajo naročnine, pogodbe. Tako da tudi za mobilne pakete, take stvari, bolj sklepanje naročnin je bilo za celotno Slovenijo. Tako da sem bil bolj v marketingu, bolj usmerjen v to, pa v biznis. No, se tudi pa klepe v bistvu pride prav, ne? Ja, definitivno. Ja. Tukaj je marketing ogromen. Ogromen. Zgodba. Jaz verjamem samo zgodbe. Meni marketing lahko ti meni rešiš. Ampak jaz moram, veš, ta zgodba, to, kar zdaj prodajate, dajmo prisela Sloveniji. Dajmo to. Mlad par, enega otroka, še enega, delata, on gre na šik, tu gre na šik. Dala sva mizo tja, dala sva dva ekrana. Veš, meni je to tist, kar dela posebne ljudi, še bolj posebne. Se pravi, te zgodbe znotraj družine in ta hasel, ki ga po moje vidva mata vse notara, mislim, da bo to pripeljal še dalj, kakor mogoče sama mislite, da bo. To je bilo zelo lepo povedano. Ja, hvala. Ja, sigurno, kadarkoli se česa lotiš, pač je treba ustrajati. Dosti ljudi obupa zelo hiter, ker tukaj je ogromen enih ovir, pri biznisu, startupu pa sploh. Že v življenju jih imaš, kaj imaš otroka, pa sej vsi poznamo te stvari, ampak tukaj se pa sploh pojavljajo take, ki hiter rad obupaš. In tukaj je pa glih to pomemben. Pač sem treba iti naprej, zmer se da iti naprej. Treba je pač ustrajati. In jaz mislim, da tega ima v midva Orank ogromen, velik dost, in še najboljš se mi pa zdi, da je to, da zmer en drugega zbrcava na konc. Če en reče, bo drug rekel, pa dejno, kaj zdaj to? Ja, jaz mislim, da brez nje, pa seveda tudi ona brez mene, delava skupaj to zgodbo in kles sva se še tako ujela kot prijatelja, kot recimo let pa pol nazaj, Igor je prišel do mene, čist na hiter, da mu bom jaz to pomagal, bo jaz pa Igor to začela. In potem so se midva malo pogovarjala, in v bistvu je bilo tako, kako bi pa bilo s tabo delati? Ok, saj sva partnerja, saj imava otroka, ampak kaj pa sodelavca? Kako bi to laufal? Veš, kaj moram povedati, iskreno? Boljše sodelavke v življenju se ne bi želel. Hvala. Mal, danes bo. Dragi moji, dobrodošli, nisem sploh še rekel, Fifc. Dobrodošli na podcastu UF. Kaj ne rečem, to je bila ena odlična epizoda. Danes smo na 36. podcastu, skupno že 36 plus 13. Dej povej, koliko je to.
matematičarka. 49. podcastu. Zelo, zelo prijeten pogovor. Jaz res upam, da si boste pogledali ta projekt Cut the Cut. In dajte res, tako bom rekel, če malo verjamete v Dončića, pa vse te stvari, ker vsi tako opevate razne zadeve, koliko smo Slovenci dobri in koliko Slovenci znamo in koliko si Slovenci upamo, dajte priložnost tej ekipi, pa si res mogoče pogledajte njihovo spletno stran, ki je zdaj tukaj gor na temu videu in verjamete. Imate še kaj za na koncu povedati? Hvala za povabilo, bilo je odlično. Res vsaka čast tebi in Filipu, da to počneta. Bravo, tako da jaz to podpiram in zelo lepa izkušnja. Prvi podcast, zmer prva stvar, se veš, da prva zmer ostane nekje. Tako da res hvala za povabilo. Ja, neč, kaj? Ja, pa se podpiše po to, pa kupte, ja, ne. Ej, ful vama, hvala, ful sta legenda. Ajde, Fivcu, gasen, kuj, dosti je.